Najprej moram povedati, da je predlog kolega Franka Jurija zelo pozitiven. Tako kot je sam v začetku povedal, so se o tem pogovarjala na sestanku oziroma na konferenci o izobraževanju Romov pri Trgu na Kranju. Zelo pomembne so iztočnice, ki se nanašajo na ta predlog in mislim, da ne glede na to, ali so zakonodajni procesi se že začeli oziroma nekateri so končani, niso v celoti ali pa vsaj nekateri niso oziroma so samo delno uresničeni in pravzaprav nimajo določenih osnov. Prav ta tematika je tista, ki romsko skupnost v zadnjem času najbolj skrbi. Torej od sprejetja nacionalnega programa do tega, da po zakonu o Romih imajo predstavniki romske skupnosti možnosti in pravice predlagati določene smernice, rešitve in pa tudi mnenja državnim inštitucijam, tako državnemu zboru, vladi, ministrstvom in tako naprej, se v nekih določenih zadevah te zadeve potem ne uresničujejo. In prav je, da se pogovarjamo o tem, ker tudi na podlagi tega, da recimo državni zbor od leta 2007, ker zakonodaje govori, da vsako leto se mora poročati, torej vlada mora poročati državnemu zboru o uresničevanju zakona o Romih, torej 2007 tega ni bilo storjenega, smo malo zaskrbljeni, ker se nam zdi, da nekako najvišji državni organ pravzaprav ne obravnava to tematiko, je zaskrbljujoče. Čeprav zakonodaja to omogoča in mislim, da je prav, da potem preko nekih izvodov, ki jih je gospod Jurij tudi predlagal, vsaj mi, ki jih nekako poznamo, tematiko, vemo, kje so zastoji, kaj bi bilo potrebno izpostaviti in kaj predlagati, potem vidimo, da bi preko teh mehanizmov državno-zborskih lahko tudi sami poročali o tem, kako in kaj. Po drugi strani bi pa po vsej vrednosti nekako prisilili tiste, ki so odgovorni za to, da dajo svojo verzijo poročila o tem, kaj in kako. Tukaj bi potem našli neko skupno točko. No in zaključil bi seveda s tem, da je vsaka, bom rekel, zdrava politika rabi tudi zdrav dialog. Tega v slovenskem prostoru rabimo tako Romi kot ne Romi in seveda z nekaterimi prijemi, nekaterih, bom rekel, nevladnih združenj prihaja do tega, da smo Romi nekako izpostavljeni temu, da naj bi se nam nekako onemogočilo ta, bom rekel, zdrav politični dialog in prav tega v tem trenutku najbolj rabimo. Torej, osredotočili smo se tudi predstavniki romske skupnosti na to, da je treba po domače povedano ujeti oziroma zgrabiti vsako možnost, kjer lahko damo svoj glas in svoje mnenje tam, kjer je to potrebno.